Za inštruktorja službenega psa policije je prvi pogoj, da je oseba že vodnik službenega psa. Poleg tega pa je zaželeno seveda še dodatno znanje, usposabljanje, ki si ga delavci oddelka za šolanje službenih psov pridobimo tudi v civilni sferi, pri raznih kinoloških društvih, tekmovanjih in privatnih usposabljanjih. V oddelku za šolanje službenih psov policije, Policijske akademije, nas je zaposlenih 10 inštruktorjev. V slovenski policiji pa imamo 180 psov, od tega jih približno 45 trenutno upravljajo usposabljanje oziroma so na vzgoji. Med prvimi so začeli usposabljati službene pse v nemški policiji, v Franciji, Rusiji in pa v Angliji. Slovenska policija pa ima zelo dobre rezultate, to dokazujejo tudi razna usposabljanja in pa druge države, ki nas resnično pohvalijo, da delamo dobro na našem področju. V slovenski policiji se službeni psi uporabljajo od leta 1949 in sicer 1. januarja omenjenega leta je potekal prvi tečaj za vodnike in pa za šolanje službenih psov. Glavni pogoj za zasedbo delovnega mesta vodnika službenega psa policije oziroma inštruktorja v našem oddelku je ljubezen do psov, veselje do dela z njimi in pa veliko odrekanja, kajti pes je vedno na prvem mestu. Pogoj je tudi uspešno opravljen tečaj za policista. Policist mora namreč vsaj 3 leta delati predtem na terenu kot policist, da se lahko priključi usposabljanju v našem oddelku. V moji karieri vodnika službenega psa policije mi je ostal v spominu primer, ko smo policisti v okolici Domžal iskali storilko poskusa umora, ki se je zatekla v gozd in smo iskali kar nekaj ur, nato pa je moj službeni pes policije prisledil do nje, nato pa smo jo prijeli in uklenili. V policiji izvajamo 2 načina usposabljanja službenih psov, in sicer prvi način je, da kandidatom za vodnike oziroma vodnikom podelimo mladiča, pasjega mladiča in potem z njim opravlja vzgojo mladiča. Drugi način pa je, da kupimo odraslega psa, opravimo predšolanje, ki traja približno 4 mesece, nato pa še osnovno šolanje za vodnika in službenega psa, ki traja 4 mesece in pol. Potem lahko gre pes, ko opravi vse potrebne izpite, na teren z vodnikom službenega psa. Stoj, brava, stoj!